Lepo pozdravljeni. Potem, ko so na aprilski seji občinskega sveta mestne občine Krško z dnevnega reda umaknili točko o novih cenah gospodarskih javnih služb, so svetniki o njej odločali minuli četrtek. Po krajši razpravi so jo sprejeli. Spomnimo, gre za približno 20% podražitev cen gospodarskih javnih služb kolektivne rabe. Gre za stroške letnega in zimskega vzdrževanja cest, javne razsvetljave in podobno. Medtem ko cene na položnicah občanov ostajajo skoraj enake. Točka o cenah gospodarskih javnih služb je tokrat minila brez zapletov, tudi pri glasovanju ni bilo posebnosti. Predstavniki Kostaka so v zadnjem mesecu članom občinskega sveta znova predstavili programe ter jih podrobneje seznanili s svojimi dejavnostmi, z oblikovanjem cen, zakonodajo in s pripravo programa dela. Znova vas je 23-22 pa se glasovalo za, eden proti, predlagani sklepi so bili z večino glasov sprejeti. Tako da mislim, da smo se vsi skupaj zelo potrudili, tako mi kot tudi občinski svetniki, da so razumeli zadeve in so potem tudi nekako razlog za tako glasovanje to danes. Zdaj časa so imeli dovolj in verjamem, da so se podrobno seznanili s samim programom dela, poročilom za izvajanje javnih gospodarskih služb, kakor tudi z novimi cenami elaborata, ki veljajo za kolektivno rabo, medtem kot je bilo pa že večkrat poudarjeno, pa na individualni rabi, se pravi položnice za naše občane se pa ne bodo povišale s sprejemom tega akta, kvečemo celo za posameznike, celo znižale do 1 evra. Povišanje cen na kolektivni rabi je bilo nujno potrebno, je dodal Leskovar, saj so dosedanje cene veljale od podpisa koncesijske pogodbe iz leta 2017. In določeni faktori dvigov posameznih repromaterialov, goriva, in to so šle gor tudi več kot 40%. Moram povedati, da stroški dela so v zadnjem letu šli gor za 12%. Tako da je nekako to potem ta minimalna uskladitev, da lahko normalno upravljamo naprej dejavnosti kolektivne rabe. Svetniki o omenjeni točki niso posebej razpravljali. Oglasil se je le Mitja Omerzu, ki je izpostavil razliko v stroških urejanja in čiščenja javnih površin. Za leto 2024 je tole predstavljen, stroški, prikaz planiranih aktivnosti v znesku 427.868,51 evra. Prej je bilo pa rečeno, da je bilo pa v letu 2022 to 303.119 evrov. To mislim, da ne predstavlja 20% povečanje, ampak predstavlja 41% povečanje. To ni zdaj novo, ampak nismo se še uskladili. Okrog pokopališča in kup novih površin. Potem so nove površine, prehajalne poti in to. In se pravi, to so določeni. Tukaj smo se že tudi občinska uprava povedala, povišale so se cene storitev za ta procent. So se pa tudi povečale količine upravljenih storitev. Nove cene začnejo veljati s 1. junijem. V Krškem je potekala mednarodna konferenca, na kateri so predstavili energetske modele Finske, Češke in Slovenije, ki omogočajo prehod v nizkoogljično družbo z vključitvijo jedrske energije v tako imenovani energetski miks, skozi gospodarski, energetski in politični vidik. Kako zagotoviti varno, trajnostno in cenovno dostopno energijo za državljane in podjetja ter kako preseči neskladje med povpraševanjem in ponudbo električne energije, ob tem pa zadostiti podnebnim ciljem. To so vprašanja, na katera so odgovarjali predstavniki gospodarstva, energetike in politike na mednarodni konferenci na temo prehoda v nizkoogljično družbo. Ključni namen je, da spregovorimo o tem, kako bo Slovenija vstopila v to tako imenovano nizkoogljično družbo, kaj vse rabimo, kaj rabi industrija in na drugi strani, kaj mora tudi energetika narediti, da bo ta prehod možen. Na konferenci so predstavili primera Češke in Finske. Pri slednji so v ospredje postavili model financiranja jedrskih elektrarn, kjer v investicije vstopa industrija. In Finland, the model how we finance the project is called Mankala model. That means that we produce the electricity by its cost to the owners. And then the owners, they have the right to decide whether they will use the electricity by themselves or whether they will sell it to the market. However, they are also responsible for all the costs of the electricity production. So for the maintenance cost, procurement of the fuel, for example, the insurances, whatever is needed. Na Češkem trenutno proizvedejo 35% elektrike iz jedrske energije, a načrtujejo, da bo ta odstotek zaradi prehoda iz premoga v bodoče višji, 50 ali več odstoten. The response is simple. The nuclear is the cheapest.
the cheapest when producing the electricity, comparing to other sources, and comparing not only what is the cost of, for example, photovoltaic electricity, but the whole system, and you have to back up and so on. So nuclear is still the cheapest, and there's a good example. In the last year, during the energy crisis, the Czech government set up the cap, let's say, on the price of electricity from different sources, and the lowest cap was on nuclear. So it clearly shows that it's the cheapest, the most effective. Na Češkem, kjer imajo na 2 lokacijah 6 jedrskih reaktorjev, se že pripravljajo na gradnjo 7., ki naj bi bil dokončan do leta 2036. In kako je s projektom 2. bloka jedrske elektrarne pri nas? Imamo predvideno energetsko dovoljenje, da imamo oziroma smo v fazi dopolnjevanja pobude za DPN in smo pred kakšnim mesecem končali tako imenovani tehnični dialog z potencialnimi ponudniki. S tem smo pridobili zelo pomembne podatke, v bistvu prvič na tak način konkretne, še vedno nezavezujoče, ampak bistveno bolj konkretne podatke, s katerimi bomo potem lahko te naše podlage ustrezno dopolnili in šli potem po naslednjih korakih naprej. Sama osebno, ker prihajam tudi iz Posavja, sem del te družbe, ki verjame, da je JEK2 zagotovo dobrodošla v tem energetskem miksu, ki bo zagotovil ta zeleni prehod. Dejan Paravan je ob tem še dodal, da bo končna odločitev investitorja predvidoma konec leta 2027 ali v začetku leta 2028. Gospodarstveniki pa so odločevalce pozvali, naj jim prisluhnejo. Želijo si konkurenčnih in primerljivih pogojev. Ne potrebujemo subvencij. Dajo naj nam, na primer, danes smo slišali, da francoska vlada daje tretjino elektrike po proizvedeni ceni. Zakaj tudi slovenska, ne nam? Upam, da bodo ti signali, ki kličejo po hitrejših odločitvah, odgovornih odločitvah, ki bodo se gotovo sledile vsem strokovnim argumentom, tudi vsej proceduri, ki je včasih zahtevna za takšne objekte, vendar če se ne bomo odločili danes, bomo čez nekaj let plačevali zelo veliko ceno, ker bomo energetsko odvisni od električne energije od drugod. Ta bo dražja in nezanesljiva, še dodaja gostitelj konference in opozarja, da bi to lahko pripeljalo do zmanjšanja obsega industrije. Nuklearna elektrarna Krško pa je sicer v aprilu proizvedla slabih 527 tisoč megavatnih ur bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je v elektroenergetsko omrežje oddala skoraj 502 tisoč megavatnih ur električne energije. Aprila je bila proizvodnja za 0,3% večja od načrtovane, ki je bila 500 tisoč megavatnih ur. Reka Sava se je zaradi delovanja nuklearne elektrarne Krško segrevala povprečno za 1,7 in največ za 2,7 od dovoljenih 3 stopinj Celzija. V tem mesecu so uskladiščili 6,7 kubičnega metra nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. Predstavniki Zdravniške zbornice Slovenije so obiskali zdravstvene ustanove in zdravnike v Krški in Brežiški občini. Sestali so se s predstavniki Splošne bolnišnice Brežice ter zdravstvenih domov Brežice in Krško, ki so jih seznanili s predvsem kadrovskimi izzivi, s katerimi se soočajo, ter možnimi rešitvami v zdravstvu. V Splošni bolnišnici Brežice zaenkrat še pokrivajo potrebe, zaznavajo, da predvsem zdravniki specialisti interne medicine odhajajo na manj izpostavljena delovna mesta. Glede na to, da se potrebe pacientov ravno na tem področju močno povečujejo, opozarjajo, da gre za veliko težavo. V bližnji prihodnosti se zna zgoditi, da z našimi lastnimi kadri, ki jih imamo, bomo težko obvladovali takšno število postelj, kot jih imamo. V zdravstvenem domu Brežice trenutno lahko vsem pacientom zagotovijo zdravnike z področja družinske medicine, pediatrije, ginekologije in zobozdravstva. Na vseh 4 področjih se število opredeljenih oseb iz leta v leto povečuje. Kot pozitivno zadevo bi izpostavil tudi organizacijo zobnih ambulant po naših osnovnih šolah in pa po posameznih krajevnih skupnostih v bližini osnovnih šol, ker s tem zagotavljamo pač tudi neko preventivno
zobozdravstveno vzgojo. Tudi v zdravstvenem domu Krško trenutno še zagotavljajo opredeljevanje pacientov od pediatrije do splošne medicine in zobozdravstva. Je pa res, da so pred nami upokojitve kadra na področju družinske medicine, tudi pediatrije, in to je za nas izziv bodoče, tako da se že pripravljamo na te izzive, ravno tako na področju zobozdravstva. Te bodo nadomeščali štipendisti z uvozom kadra za specializacije iz družinske medicine ter zdravniki iz tujine. Tu so se razmere glede na prejšnja leta nekoliko poslabšale. Zdravniki iz držav nekdanje Jugoslavije se za delo v Sloveniji ne odločajo tako pogosto, kot so se v preteklosti. Problem pa je tudi jezik. Tukaj bi si želeli določenih poenostavitev, se pravi, da bi bil ta prehod lažji, ampak vendarle za komunikacijo z bolnikom, posebej na primarni ravni, pa je pomembno, da se bolnik in zdravnik razumeta, tako da kakšnih posebnih olajšav tukaj ne bo možnih, oziroma če se že zgodijo, so lahko neprijetne, pa tudi nevarne, ker pač komunikacija ni bila ustrezna. Si želim, da bi tudi zdravniška zbornica v bodoče prispevala k reševanju te problematike, s tem, da bi mogoče se vključila v dejavnost vodenja usposabljanj za te tuje zdravnike, ker bi bilo to za nas, ki se dejansko sami zdravstveni zavodi ukvarjamo s tem pridobivanjem kadrov, velika pomoč, tudi mogoče kakšne strokovni nadzori tega kadra v bodoče, ki prihaja k nam v Slovenijo. Kot je še dodala direktorica zdravstvenega doma Krško, je usposabljanje in izobraževanje tujcev trenutno na plečih zdravstvenih zavodov, ki za to nimajo ne dovolj znanja, ne sredstev. Simfonični orkester Glasbene šole Krško praznuje 30-letnico delovanja. Ob tem so v Kulturnem domu Krško pripravili slavnostni koncert. Začetki Simfoničnega orkestra Glasbene šole Krško segajo v leto 1992. 21. maja 1993 pa so v Sevnici odigrali svoj prvi koncert. Kot se je izrazil ustanovitelj orkestra in njegov dolgoletni dirigent Drago Gradišek, so takrat rinili z glavo skozi zid. Torej, zakaj sem rekel z glavo skozi zid? Zato, ker jaz grem vedno veliko z glavo skozi zid. Ne vem, kaj me čaka na drugi strani. Jaz sem podrl zid, glava je ostala cela, na drugi strani je bil pa samo en grm. Kaj ta grm pomeni? Premalo glasbenikov in sem si rekel, če raste samo en grm, bo tudi nekoč gost. In danes je nastal pravi gost. Današnja zasedba Simfoničnega orkestra šteje 80 članov, ki vadijo in ustvarjajo pod taktirko dirigenta Petra Gabriča. Ja, jaz sem samo lahko upal, da se bo tisto delo, ko sem ga zaključil, nadaljevalo in k sreči se nadaljuje in to zelo dobro. Imam dobrega naslednika, tudi moj učenec bivši, in glasbeni uči in izvrstno vodi tudi orkester in napreduje. To je za mene najbolj važno. Da je orkester v 30 letih prerasel takšnega, kot ga poznamo danes, je rezultat velike predanosti njegovih članov in tudi smelih projektov, ki so se jih dotili v teh 3 desetletjih, kot je denimo Vražje dekle, pa tudi ostali. Sodelovanje eno zelo pomembno je bilo na obletnici gasilstva na Slovenskem v Cankarjevem domu z Otom Pestnerjem, Nušo Derendo in drugimi glasbeniki velikimi slovenskimi. Potem pa je prišel že počasi Rok Kurent. Moj musical smo ga naredili že ne vem, kakšnih 10 let nazaj, nekaj takega je bilo, ja. To so neki taki večji meniki, je pa vsekakor pomemben vsak nastop in vsak koncert, ki se ga lotimo resno in zagnano. Pa meni je vedno super, mislim, ta nek skupni duh, ki ga imamo, to neko prijateljstvo, ki ga imamo, to, da se vedno potem tudi po tolikih letih, ko se z nekom ne vidimo, pa se potem pogovorimo, pa tudi izigrati je vedno super skupaj z starejšimi člani, z mlajšimi člani in je vedno en sam užitek. Danes je nekakšen izbor naših skladb, ki smo jih zelo radi igrali. Hkrati so pa nekako pomenile višek našega ustvarjanja. Na željo dirigenta Petra bom dirigiral tudi svojo skladbo. Sicer je skladba malo starejšega
Napisana je bila že nekje začetku 2000 za klavir solo. Za obletnico orkester sem jo pa razširil in orkestriral še za cel orkester v neko fantazijo za solo, klavir in orkester. Tako da je danes v bistvu premiera. Na tokratnem koncertu pa je za dirigentsko palico znova poprijel tudi Drago Gradišek. Sem zelo počaščen bil, ampak zelo vesel, da so me povabili, da oddirigiramo skladbo. No. Pa moram reči, da zelo uživam. To so prijetni ljudje, uživamo v vodenju. Ne. Tako da mi je fajn. Drugače pa ne igram več. Grem pa tu pa tam navajen na njihove koncerte, godbe in simfoničnega orkestra. Tako da me veseli, sledim njihov napredek. To je tako. Koncert v Kulturnem domu Krško je bil razprodan. Ob okrogli obletnici pa krški simfoniki pripravljajo koncert tudi v Brežicah, ki bo 18. junija na dvorišču tamkajšnjega gradu. Poglejmo še na naš spletni portal posavje.com. To so najbolj brane novice minulega tedna. Dragi gledalci in gledalke, s tem tudi končujemo tokratni Posavski tednik. Bodite z nami tudi prihodnji torek, do takrat pa hvala za pozornost in nasvidenje.